Dober dan, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v prostorih muzejske zbirke VSO, se pravi v prostorih Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Vsi prav lepo pozdravljeni torej na predstavitvi znanstvene monografije, ki nosi naslov Nacionalne države na udaru globalizacije s podnaslovom Pomen in vloga nacionalne države v globaliziranem svetu. Čast mi je, da boste o globalizaciji in njenih vplivih na Slovenijo, Evropo in svet, o pomenu in vlogi nacionalnih držav skupaj z menoj spregovorila sociolog, politik, diplomat, pisatelj, profesor dr. Dimitrij Rupel, prvi slovenski zunanji minister, in docent dr. Igor Senčar, razumnik in politični analitik, veleposlanik, ki še aktivno deluje v slovenski diplomaciji. Profesorja dr. Ernesta Petriča pa moram žal opravičiti. Še včeraj zvečer mi je potrdil udeležbo, a je danes prišel povsem na slab glas, tako da se je opravičil. Dejal pa mi je, da je to zelo pomembna tema o vplivu globalizacije na nacionalne države, da se premalo poudarja, da je Republika Slovenija v prvi vrsti slovenska nacionalna država in da ga skrbi njena usoda. Tako da so po njegovem take razprave zelo potrebne, nujne. Tako da vas vse prisotne prav lepo pozdravlja. No, danes si bomo v prvi vrsti zastavili vprašanje, kolikšni meri so države, nacionalne države, danes še suverene v tem globaliziranem svetu. Poleg tega si bomo zastavili vprašanje, v kolikšni meri so v današnjem globaliziranem svetu nacionalne države ogrožene in kaj so tisti glavni dejavniki, ki jih ogrožajo. In kot tretje, ali je Republika Slovenija kot slovenska nacionalna država, kot država slovenskih državljanov v temelju ogrožena. Preden pa začnemo s predstavitvijo knjige, pa se zahvaljujem Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ki nas danes gosti v teh prostorih, ki nas spominjajo na najpomembnejše dogajanje v slovenski zgodovini. To je na slovensko osamosvojitev v letih 1990–1991, na vojno za Slovenijo in doseženo mednarodno priznanje v letu 1992. Vse to seveda pod Demosovo vlado in čas mi je, da poleg mene sedi dr. Dimitrij Rupel, torej prvi slovenski zunanji minister. Za izhodišče našega današnjega pogovora, torej bomo vzeli to knjigo, torej to znanstveno monografije, ki je s pomočjo profesorja dr. Boruta Rončevića išla pri londonski založbi Vega Press in nosi naslov, torej Nacionalne države na udaru globalizacije, s podnaslovom Pomen in vloga nacionalne države v globaliziranem svetu. Za finančno podporo pri izidu knjige se posebej zahvaljujem profesorju dr. Janezu Tušku in gospe Poloni Tušek ter profesorju dr. Bogomilu Ferfili. Knjiga, ki je tu pred nami, je nastala na podlagi moje doktorske disertacije, ki sem jo uspešno zagovarjal leta 2022 na Fakulteti za uporabne družbene študije, pri čemer je bil moj mentor profesor dr. Matevž Tomšič. V nekoliko korigirani obliki, torej je sedaj išla v knjižni obliki. Na moji prvi predstavitvi te knjige, ki je bila v Kamniku, je poleg dr. Tomšiča sodeloval tudi dr. Milan Zver. Zakaj? Zato, ker so sestavni del te znanstvene monografije v zadnjem delu knjige kot priloge tudi intervjuji, ki sem jih opravil s poznavalci tematike, ki jo obravnavam v knjigi, se pravi diplomati, univerzitetnimi profesori in poznavalci mednarodnega dogajanja, dr. Božo Cerar, dr. Bogomil Ferfila, dr. Andrej Fink, dr. Ernest Petrič, dr. Dimitrij Rupel, dr. Igor Senčar, dr. Tomislav Sunič in dr. Milan Zver so tako podrobno spregovorili za potrebe moje doktorske disertacije oziroma te knjige o fenomenu nastanka narodov, držav, nacionalnih držav in vplivov, ki jih vanje prinaša globalizacija.
tako da sem njihova mnenja, stališče in razmišljanja o tovrstni problematiki smiselno vključil v knjigo. Zato danes dva od njih tudi sodelujeta na predstavitvi knjige. Na kratko se bom sprehodil skozi knjigo. Seveda je sestavljena iz izredno pomembnega teoretičnega dela, demografsko-statističnega dela in posledično izdelave državocentrično, etnocentrične taksonomije ter intervjujev in sinteze. Kot vemo, je nacionalna država, tako nekako formalno govorimo, da je obdobje nacionalnih držav se začelo z Vestfalsko mirovno pogodbo in načelom čigar dežela njegova vera. Torej, tukaj imamo recimo portret ratifikacije Münsterske pogodbe iz leta 1648, torej ene od pogodb, ki so privedle do Vestfalskega miru in posledično rojstva koncepta nacionalne države. Čeprav se jasno teoretiki o tem, torej se teorije o tem tudi razhajajo. Ukvarjal sem se v doktorski disertaciji z nacionalizmi, razpravami o nacionalizmih, ločimo 4 glavne paradigme oziroma teorije, kdaj naj bi nastali narodi. To so modernizem, pernializem oziroma doktrina trajnosti, primordializem, doktrina prvobitnosti in etnosimbolizem. Potem ločimo, tudi govorimo o 2 glavnih tipih, konceptih nacionalizma oziroma načina nastanka nacij, z delitvijo na zahodnoevropski in srednjeevropski oziroma vzhodnoevropski tip nacionalizma. Prvi je državljanski tip nacionalizma, to je ta francoski model, ki temelji na skupnosti enakopravnih suverenih državljanov, privrženih skupnemu nizu političnih principov in institucij. Drugi pa je etnični oziroma etnokulturni nacionalizem, ta nemški model, ki poudarja skupen rod, jezik in kulturo. V sodobnem času pa govorimo tudi v imigrantskem tipu in kolonialnem tipu nacionalizma. Nekateri pa danes govorijo tudi o multikulturnem tipu nacionalizma, ki zagovarja raznolikost in je proti homogenim nacionalnim državam. Potem je tukaj shema vezi, ki ustvarjajo nacionalno državo. To so recimo kultura, skupen način življenja, hrane, oblačenja, vedenje, ideali, skupna zgodovina, torej skupna preteklost, skupne stoletne narodne izkušnje, jezik, različna narečja enega jezika, eno postane državni jezik. Potem ozemlje, določeno ozemlje, ki pripada etnični skupini, recimo, kot pravimo mi, naša dežela. Potem narodnost, skupna etnogeneza, skupni etnični predniki, oblikovanje naroda. In potem religija, vera, ki jo delijo vsi ali večina prebivalcev države. Na splošno govorimo, da so v Evropi meje nacionalnih držav in jezikov v precejšnji meri, da se ujemajo z mejami posameznih evropskih narodov oziroma njihovim narodnostnim ozemljem. Seveda pa vemo, da v nekaterih delih Evrope ta vprašanja še vedno niso rešena in da prihaja tudi do želja, da bi se določene države oziroma narodi osamosvojili, kot je primer Škotske, Katalonije, v vzhodni Evropi, v vzhodni Ukrajini poteka vojna in tako dalje. Torej, kaj je globalizacija? Čisto osnovna par besed o tem. Izraz globalizacija se je pojavil v 60. letih prejšnjega stoletja in opisuje proces, v katerem se obseg in intenzivnost transportnih, trgovinskih in z njimi povezanih čezmejnih komunikacijskih tokov hitro povečuje. Zmanjšuje se pomen nacionalnih meja ter veča vpliv čezmejnih gospodarskih, političnih, varnostnih in socialno-kulturnih aktivnosti. Seveda v znanosti obstaja cela vrsta, kako bi rekel, definicij globalizacije. Cela vrsta, torej recimo ena je zaraščanje oziroma povezovanje posameznih družb na svetovni ravni v eno globalno družbo. Kulturna globalizacija je svetovna difuzija kulturnih vzorcev in oblik, ekonomska globalizacija pa poteka v obliki združevanja zasebnega kapitala
oziroma proizvodne na svetovni ravni multinacionalne združbe. Torej imamo cel kup teh definicij globalizacije od Ronalda Robertsona, Anthonyja Giddensa, Davida Halleta in drugih. Potem znana so Giddensove dimenzije globalizacije, potem imamo recimo Ronald Robertson je, kako bi rekel, izumil tako imenovano globalno polje. Potem govorimo o številnih dimenzijah globalizacije. To je odvisno od teoretika, kako delijo, ne. Skratka, ampak nekako ugotavljajo, ne, da za globalizacijo, da so skupne značilnosti so izkoreninjenje, hitrost, standardizacija, povezave, mobilnost, mešanje, tveganje, politika identitete in alterglobalizacija, ne. Govorijo pa tudi o različnih vrstah globalizacije, o gospodarski, politični, kulturni, verski, znanstveni in tako dalje. Potem ločimo cel kup oziroma teoretiki dob globalizacije, periodizacije globalizacije, ne. Tukaj imam celo periodizacijo znanega ekonomista, ki je prišel v naše kraje v času, mislim, da Demosove vlade in Drnovška, potem Jeffrey Sachs, ki je leta 2020 izdal knjigo o globalizaciji in on je recimo razdelil pač določil dobe globalizacije in recimo govoril o paleolitiku, neolitiku, jahalni dobi, klasični dobi, oceanski, industrijski in zdaj naj bi živeli mi v digitalni dobi. Potem je še ena delitev nedavne faze razvoja globalizacije, ne. Različni teoretiki pač to različno opredeljujejo. Eni govorijo, da je začetek globalizacije že pred več tisočletji, drugi govorijo v času, ko se je Amerika odkrila, tretji spet drugače, ne. Potem imamo različne poglede na globalizacijo, ne. Teoretiki se ločijo, eni govorimo o tako imenovanih hiperglobalistih, ki menijo, da globalizacija povzroča konec suverene nacionalne države, saj globalne sile spodkopavajo sposobnost vlad, da nadzirajo svoje gospodarstvo in svojo družbo. Potem tako imenovani skeptiki zavračajo idejo globalizacije kot pretirano in trdijo, da države in geopolitika ostajajo glavne sile, ki določajo svetovni red. Potem obstajajo tako imenovani transformacionisti, pa trdijo, da hiperglobalisti in skeptiki s svojimi argumenti enako pretiravajo in s tem napačno razlagajo sodobni svetovni red. Potem sam sem pa dodal še realistični pogled na globalizacijo, se sicer delno ujema tako skeptičnim kot transformacionističnim pogledom, a v prvi vrsti presega na vestfalski sistem nacionalnih držav in na anarhijo ter realizem v mednarodnih odnosih. Potem v tem doktoratu sem se pomembno ukvarjal z demografijo in migracijami. Gre za dva faktorja dejavnika, ki vplivata na človeško družbo in s tem na nacionalne države že stoletja, če ne tisočletja. Se pravi, da nista izrazita posledica globalizacije, ampak sta z njo povezana, še posebej selitve prebivalstva, ne. In tukaj vidimo recimo, to je pomembna zadeva, ne. Na nacionalne države pomembno vpliva rodnost v posameznih državah. Zemljevid prikazuje države sveta do leta 2013 po stopnji fertilnosti. Število živo rojenih otrok na eno žensko v reprodukcijski dobi nazorno kaže demografsko eksplozijo v Afriki, kjer večinoma prevladuje primitivni ali mladi demografski režim. In potem recimo imamo stopnje rodnosti po svetu. Vidimo, da v razvitem svetu so stopnje rodnosti precej nizke. Vemo, da za normalno, kako bi rekel, za normalno obnovo nekega naroda, je potrebna fertilnost 2,1 otroka na žensko. Mi smo tako v slabem položaju, da bi potrebovali recimo 2,7, 2,8, 2,9 otroka na žensko pri nas. Se tukaj recimo lahko vidite stopnjo rodnosti v Evropi. Torej povprečje v Evropski uniji je 1,58. To je bilo leta 2015.
torej v Sloveniji je tam recimo 1,6, ampak zdaj mislim, da je zadeva padla. Da je zadeva padla, da je zdaj v zadnjih letih je rodnost še precej padla, tako da imamo, da je ta 1,3-4, tam nekje, ne. Potem pa imamo recimo tukaj primerjavo stopnja rodnosti v muslimanskih državah. Tu pa vidite lahko, da je ta stopnja rodnosti precej višja, kot pa recimo v evropskih državah, kot na zahodu. In tukaj spodaj citiram Samuela Huntingtona, ki je dejal, rast muslimanskega prebivalstva je glavni dejavnik, ki prispeva k konfliktom med muslimani in drugimi ljudstvi vzdolž islamskega sveta. Pritisk prebivalstva skupaj z gospodarskim zastojem spodbuja izseljevanje muslimanov v zahodne in druge nemuslimanske države in preseljevanje spreminja v problem teh družb. Nedvomno lahko tu rečemo, da ima prav, ker vemo, da na zahodu imajo zaradi tega čedalje večje probleme. Potem je tukaj primer evropske migrantske krize leta 2015, kako je potekala. Potem pa imamo tukaj projekcije Pew Research centra. To je bilo stanje, delež muslimanske populacije v Evropi leta 2016 oziroma islamske veroizpovedi. Torej v Sloveniji je bilo tukaj 3,8%, v Nemčiji 6,1%, Franciji 8,8%, Združenem kraljestvu 6,3%. In potem so oni naredili, vse to so znane stvari, so naredili nekako prognozo, če se bodo taki trendi nadaljevali, kot so se v zadnjih letih, kakšno bo stanje v Evropi leta 2050. In tukaj vidite lahko primerjavo, tukaj muslimani v EU, na Norveškem in Švici leta 2050, scenarij srednje migracije. Torej v Sloveniji bi bilo 5% njihov delež, ampak se bojim, da bo višji. Potem recimo Švedska, bo ta procent že 20,5%, Francija 17,4%, Nemčija 10,8%, Velika Britanija 16,7%. Če pa pogledate potem zraven scenarij visoke migracije, to pomeni, da bi se te migracije nadaljevale v taki stopnji, kot so se v zadnjih letih, ker imajo še višjo rodnost in tako dalje, bi bilo pa na Švedskem po teh prognozah leta 2050 že kar 30% ljudi islamske veroizpovedi, v Franciji 18%, v Veliki Britaniji 17,2% in tako dalje. Torej, etnična sestava Evrope se spreminja, kar pa v bistvu lahko vidite tudi na čisto praktičnih primerih, kot je bilo recimo, da je bil premier škotske nacionalne stranke, da je bil v bistvu porodil iz Pakistana, da je nova predsednica konzervativne stranke v Veliki Britaniji porodil iz Nigerije in tako dalje, ali pa londonski župan, da je porodil iz Pakistana. Potem govorimo o različnih oblikah multikulturalizma. Kaj pa ljubljanski župan? No, to so pa podobne zgodbe, Torej, na sodobne nacionalne države močno vpliva politika multikulturalizma. Multikulturalizem kot ideologija ni povsem enoten, ampak se deli na 3 glavne vrste različice. Govorimo o liberalnem multikulturalizmu, pluralističnem in kozmopolitskem. Sam sem pa potem naredil primerjavo, ker sem ugotovil, da na nacionalne države bolj kot vsi drugi vidiki globalizacije vpliva sama demografija, selitve prebivalstva in politika multikulturalizma, kar smo jasno pokazali skozi posamezna poglavja te monografije. Na to je opozorila tudi naša državocentrična, etnocentrična taksonomija za leti 2001 in 2011, ker vzel sem za podlago raziskavo Gunnarja P. Nilssona iz leta 1985,
ki je naredil klasifikacijo nacionalnih držav. In tukaj recimo na podlagi tega sem naredil tudi sam to primerjavo. Recimo on je naredil te razrede, torej na podlagi Nilssonove državcentrično, etnocentrične taksonomije sem oblikoval dve glavni vrsti držav, glede na stopnjo etnične razdrobljenosti znotraj vsake države. Na podlagi tega zbiranja podatkov po državah leta 2001 in 2011 sem med seboj ločil nacionalne države in nenacionalne države. In tukaj vidite, torej da sem razdelil države na podskupine. Torej ena skupina je enotne, idealne nacionalne države, več kot 95% ena etnična skupina. Potem druga skupina enotne nacionalne države, 60 do 94% ena etnična skupina, tukaj notri pašemo mi Slovenci oziroma Republika Slovenija. Potem delno nacionalne države, en narod nad 60%, potem vmesne nacionalne države, 40 do 60% ena etnična skupnost, potem dvonacionalne države, dve etnični skupnosti presegata 65%, to je recimo Belgija. Potem pa večnacionalne države so visoka stopnja etnične razdrobljenosti. In potem tukaj sem dobil na podlagi te raziskave, je iz stolpčastega grafa lepo razvidno, kako izrazito narašča število enotnih nacionalnih držav za eno etnično skupino v razponu med 60 in 94% in kako postopoma narašča število večnacionalnih držav. In na podlagi tega sem naredil tudi zemljevid razporeditev, torej kam kakšna država paše, oziroma glede na to klasifikacijo. To se boste lahko podrobno potem pogledali v knjigi in tukaj je pač zemljevid za 2001 in potem za 2011. Recimo tukaj se vidi Poljska je recimo idealna nacionalna država, torej delež Poljakov znotraj Poljske je več kot 25%. Pač to je to. Potem pa, če nadaljujemo, torej Republika Slovenija je primer enotne nacionalne države, država vseh njenih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in Slovenija skrbi za slovenske narodnostne manjšine v sosednjih državah. In tukaj sem vrisal torej še meje slovenskega nacionalnega ozemlja, ampak te meje so danes, kako bi rekel, tu bi moglo biti črtkano, ker, kako bi rekel, potujčevanje je opravilo svoje in pač slovenska manjšina v Avstriji, njen delež se je zmanjšal pač drastično, v Italiji se Slovenci bolje držijo in tako dalje. No, tukaj pa ta statistični podatki, torej delež Slovencev znotraj matične domovine se po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije postopno zmanjšuje. Leta 1991 je bilo recimo še 88,31% prebivalstva, torej leta 2001 83,6%. Torej, po nekaterih projekcijah naj bi se do leta 2060 delež Slovencev zmanjšal pod 50%. In v tem primeru ne bo Republika Slovenija več nacionalna država slovenskega naroda, ampak mestna nacionalna država. V primeru, da bi se recimo do leta 2100 delež Slovencev znotraj Republike Slovenije še zmanjšal, recimo pod 40%, pa bi postala večnacionalna država. Potem, kot sem omenil, sem delal različne intervjuje z strokovnjaki, poznavalci te problematike. Samo še na kratko omenim par shem, recimo, kaj so po moji ključni globalizacijski in drugi dejavniki, ki vplivajo na nacionalno državo iz zunaj. Torej, politika identitete, verski ekstremizem, ekonomija in svobodni trg, tehnološka digitalna revolucija, mednarodno sodelovanje, transnacionalno povezovanje, univerzalizacija in standardizacija, geopolitika, boj za vpliv in moč, globalna civilna skupnost, kulturna globalizacija
demografija in migracije ter multikulturalizem. Potem delal sem tudi scenarije razvoja država, ne, in sem nekako prikazal 6 možnih scenarijev razvoja sistema nacionalnih držav v prihodnje, pri čemer se mi zdi najbolj verjeten realističen scenarij, ki upošteva vso kompleksnost sodobnega sveta. Tukaj na tej shemi pa vidite, da pač sem izpostavil en scenarij, kozmopolitski scenarij, potem scenarij megapolis, nacionalistični scenarij, to pomeni, da bi samo prevladala po svetu nacionalna čustva, ali pa civilizacijski scenarij, ta bi prišel v primeru, če bi svet samo deloval glavni faktor, spopad civilizacij, kot je govoril Huntington. Destruktivistični scenarij to predvideva, da bi pač prišlo do razpada država praktično, sam pa sem pač rekel, da po moje je najbolj realistični scenarij, ker upošteva celo vrsto faktorjev. In za to sem tudi hvaležen dr. Senčarju za nasvete tudi na tem področju. Potem sem pa pač tudi poudaril, da je Evropska unija, čeprav smo zelo kritični do nje, da je kot nadnacionalna povezava, da je zgled lahko celemu svetu in po mojem bo tudi v prihodnje prihajalo, da se bodo tudi drugi deli sveta zgledovali po Evropski uniji. Vemo, da obstajajo 4 scenariji Evropske unije v prihodnje, torej manj Evrope, transformacija, več Evrope, prilagoditev. Tukaj je recimo zemljevid, ki prikazuje nastajajoče svetovne regije oziroma unije, torej Evropa, Rusija in Centralna Azija, Vzhodna Azija, potem tukaj Bližnji vzhod, Severna Afrika, Severna Amerika, Latinska Amerika in tako dalje. In samo še ključne splošne ugotovitve. Kljub globalizacijskim trendom na različnih področjih se bo krepila lokalna, regionalna in nacionalna identiteta in bo naraščalo število nacionalnih držav po vsem svetu. Priča bomo nadaljnjemu spopadu med suverenisti in globalisti. Vse to vidimo, da se zdaj dogaja. Oziroma zagovorniki nacionalnih meja in na drugi strani zagovorniki sveta brez meja in slovesu od totalne nacionalne države, kakršni smo bili priča v 20. stoletju. Totalna nacionalna država, to bi recimo mišljena kot recimo Nemčija, Tretji rajh in podobno. Potem nacionalne države bodo v naslednjih desetletjih in stoletjih na udaru predvsem zaradi migracij in čedalje bolj popularne politike multikulturnosti, kar bo slabilo njihovo kohezivnost. Posledično bo to vodilo v številne probleme in konflikte, postopno bo naraščalo tudi število večnacionalnih držav. Četrtič, nacionalna država bo tako še naprej temelj svetovne ureditve, a se bo njena vloga v procesu globalizacije na številnih področjih na novo definirala, saj se bodo določene pristojnosti držav prenašale na globalno raven oziroma bodo omejene z mednarodnimi dogovori in sporazumi. Globalno upravljanje, Organizacija Združenih narodov, Meddržavno sodišče OZN, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Evropska unija, NATO bo na številnih področjih nadgrajevalo nacionalne države, ki bodo omejeno suverene, kot so delno že sedaj. Čeprav tukaj se mi postavlja vprašanje, a to res drži. A po drugi strani dogajanje zadnjih let kaže in je na zadnji izbruh pandemije koronavirusa v začetku leta 2020, da nacionalna država še naprej ostaja ključni dejavnik svetovne ureditve, kot tudi ključni faktor, na katerega se lahko obrnejo ljudje v času kriz, v obdobjih, ko mednarodne organizacije odpovedo. V času epidemije koronavirusa oziroma pandemije se ljudje niso obrnili na OZN in mednarodne organizacije, ampak so se obrnili na posamezne države, na nacionalne države, v bistvu reagirali so vlade in tako dalje. Potem šestič, na podlagi realistične teorije pisanja skeptikov in transformacionistov menim, da v bližnji prihodnosti zaradi civilizacijskih razlik in različnih interesov, ki jih zastopajo in zagovarjajo posamezne nacionalne države, posamezni narodi, posamezne svetovne religije ter boje za moč in vpliv, v praksi ni možno vzpostavitev nastanek svetovne vlade in s tem posledično tudi svetovne države.
do realizacije, do uresničitve te možnosti lahko pride šele čez stoletja ali celo tisočletja, ko bo človeštvo koloniziralo tudi nekatere druge planete našega osončja. Saj vidimo, da je v Ameriki je zmagal Donald Trump, njegov velik prijatelj je Elon Musk, torej pohod na Mars. Ko bo človeštvo koloniziralo tudi nekatere druge planete našega osončja in bo zaradi tega soočeno z zunanjimi dejavniki, ki bi potencialno lahko vplivali, pritiskali z pozicije moči na tesnejše povezovanje ljudi na Zemlji. In kot zadnjič, oziroma kot osmič, bo pa prišlo do povezovanja posameznih nacionalnih držav na podlagi ekonomskih, regionalnih in civilizacijskih značilnosti. Evropska unija bo tako, kljub težavam, s katerimi se sooča, zgled regionalnemu in institucionalnemu povezovanju v drugih delih sveta, ki se bodo podobno institucionalno povezali. Tako Evropa in s tem Evropska unija tudi v 21. stoletju postaja svetilnik, vzor drugim delom sveta. Toliko bi bilo na kratko z moje strani. Zdaj bi pa v bistvu dal besedo mojima sogovornikoma, in bi jo najprej vprašal. Doktor Rupel, v kolikšni meri so države po vaše danes še suverene v tem globaliziranem svetu? Najprej vsem skupaj dober večer. Me veseli, da sem v tej družbi. Se sliši? Kar zadeva vaše vprašanje, kolega Brlec, mislim, da seveda ste si precej težkih vprašanj zastavili sami sebi v tej knjigi. Če začnem kar z naslovom Nacionalna država se dobro sliši v večini teh zahodnih jezikov, v slovenščini jo pa spremlja neka dvoumnost. Namreč Slovenci imamo besedo narodna država, pri Slovencih narod pomeni to, kar pri drugih nekaterih narodih pomeni nacija, ampak tudi kar pomeni etnična skupnost. Skratka, tu ni neke povsem popolne enotnosti. Američani, Francozi, ko govorijo o nation, mislijo državo, ne mislijo narod. Tako da lahko bi rekli, da ta naslov nacionalna država pomeni državna država za Angleže pa za Američane. Kadar ameriški predsednik nagovarja recimo kongres, on govori naciji, se pravi, ne govori nekemu narodu, ker v Ameriki so vsi državljani nacija, vsi so člani nacije, ne glede na to, odkot prihajajo. Skratka, to je en zelo kompliciran pojem. Da ne govorim o globalizaciji, ki je čedalje bolj kompliciran pojem. Glejte, ob koncu hladne vojne, se pravi, recimo, da je bil konc hladne vojne leta 1990, takrat so mnogi narodi dosegli državnost. Imamo začetek mnogih narodnih držav na ozemlju bivše Sovjetske zveze, Jugoslavije, pa še kje. Nisem edini, ki mislim, da se je ta čas, ki se je začel leta 1990, končal tam nekje, nekateri pravijo leta 2006, nekateri 2007, 2008. In dejansko imamo, v mojem prepričanju in po prepričanju mnogih strokovnjakov, imamo po letu 2008 vsaj
opraviti z neko novo dobo, ko nekatere stvari, ki so veljale do leta 2006, recimo, ne veljajo več. Cela vrsta avtorjev govori o tem, da so narodi tam nekje okrog 2006-2007 dosegli največjo stopnjo demokracije, ki pa potem nazaduje. Jaz mislim, da je za nas ključna letnica 2007-2008, ko dejansko imamo nekaj problemov z demokracijo in to zaradi, rekel, teme današnjega srečanja ne bom elaboriral. No, do leta 2008 je demokracija recimo zmagovala, potem se pa začnejo problemi. Po konca hladne vojne, na začetku recimo neke nove hladne vojne, tako marsikdo razmišlja, je drug čas. Kakšen čas je to? A je to čas manjšega, nekoliko utišanega nacionalizma, ali je to čas večjega nacionalizma, večje globalizacije? Vsekakor je to bolj zapleten čas. Jaz mislim, da so globalni izzivi večji, vendar ti globalni izzivi ne nadomeščajo, če odgovorim na vaše vprašanje, ne nadomeščajo nacionalnih držav. Nacionalne države se seveda morajo odzivati na izzive globalne družbe, globalnih ali pa bolj globalnih organizacij. Recimo Slovenija se mora ozirati na svoje članstvo v Evropski uniji in v NATO, navsezadnje tudi v OZN, čeprav OZN ni take vrste organizacija, na katero bi se bilo treba nujno zelo, rekel, zvesto ravnati. Torej, kaj se dogaja? Svet ni razdeljen več na socializem in kapitalizem, ampak je, kot ste sami omenili Huntingtona, razdeljen na kulture in civilizacije. In znotraj teh kultur seveda imajo narodne države svoje rekel, pristojnosti, svoje možnosti, svoje probleme in tako naprej. Če se spomnite razvoja slovenskega narodnega vprašanja, se boste spomnili, da je Kardelj prerokoval, da bodo ljudje postali direktni občani sveta. Skratka, da bodo narodi počasi odmrli, da so narodi neke sorte zgodovinski pojav, ki ima omejen čas trajanja in da bodo ljudje postali, da tako rečem, globalni faktori, globalni državljani, ne? Torej, direktni občani sveta, pravi Kardelj. Zdaj, Slovenci najbrž ne bomo postali direktni občani sveta, kot si je to predstavljal Kardelj, ampak se bomo morali spričo globalnih izzivov bolj organizirati. Država, ki je naše dragoceno orodje, se bo morala kvalitetno razviti na področju šolstva, znanosti, politike, zdravstva. Treba bo seveda premisliti, kaj za zahtevnejši čas po letu, recimo 2008, pomeni meritokracija, to se pravi odločanje po dosežkih. Jaz mislim, da v Sloveniji, da smo nekoliko zanemarili meritokracijo in da na odločilne položaje ne prihajajo ljudje zaradi svojih dosežkov, ampak zaradi tega, ker so s kom prijatelji, ker so s nekom v sorodu in tako naprej, se veste, o čem govorim. Mi smo imeli par dni nazaj en zelo zapleten problem v naši oblastni strukturi.
To je bil spor med predsednikom vlade in predsednico republike. Predsednica republike je na svojo roko povabila na obisk v Slovenijo kitajskega predsednika, o tem vlada ni ne vedela, ne odločala. In to seveda pomeni, da ta država ni dobro organizirana, da imamo problem z, jaz bi rekel, dobro, imamo problem z globalizmom, ampak imamo problem provincializma znotraj teh izzivov svetovnih in diletantizma. Navsezadnje to, da se ne morata predsednik republike in predsednik vlade zmeniti, koga bosta povabila na obisk, to je rekel, neke sorte diletantizem in tudi seveda primitivizem. Lejte, jaz sem danes govoril pol ure z našim veleposlanikom v Washingtonu in mi je opisoval obisk našega predsednika vlade v Washingtonu in je v bistvu kot največji problem naših odnosov s to veliko globalno, lahko bi rekli globalno organizacijo, ki se reče Amerika oziroma Združene države Amerike, da je glavni problem tega odnosa antiamerikanizem. To se pravi, da smo antiglobalistično usmerjeni v situaciji, ko so globalni izzivi in globalni kriteriji prvovrstnega značaja. Mi ne bomo postali direktni občani sveta, ampak moramo upoštevati pravila, ki na svetu veljajo, ki veljajo v svetovni družbi, svetovnih družbah. Zdaj, Huntington je to svetovno družbo razdelil na 5 ali 6 skupin, na kristjane, pa na protestante, pa na pravoslavce, pa na muslimane, pa tako naprej. Gotovo so to neke sorte globalni sklopi, ki jih je treba upoštevati. Nekaterim se pač moramo prilagajati in v tem smislu seveda so problemi, ki so obremenjevali vestfalski proces, že spet tukaj, ne? Vprašanje religije, vprašanje cerkve in tako naprej in tako naprej. No, velik problem, jaz mislim, slovenske družbe, narodne države je zanemarjanje, nespoštovanje, brezbrižnost do globalnih problemov in do globalnih pravil, meril in tako naprej. Zdaj, če bo Evropska unija, ki je ena sorte globalna organizacija, hotela sodelovati v igri velikih, v igri tudi, ki jo vodijo kulture po svetu, bo morala upoštevati, zdaj pa rekel eno stvar, ki ne vem, če je poslušalcem znana ali pa dovolj znana, ljubljansko pobudo. Ljubljanska pobuda je nek osnutek Evropske ustave, ki ga je rekel, promovirala ena skupina, kaj da rečem, neravnodušnih državljanov, pisal je v glavnem Peter Jambrek in mi smo to ljubljansko pobudo predstavili tudi predsedniku republike Borutu Pahorju. To je zelo zanimiv pristop k neki novejši Evropi po letu 2008. Jambrek v bistvu jemlje za zgled ameriški sistem, predpisuje oziroma priporoča direktne volitve predsednika Evrope, predsednika Evropske unije. Danes imamo opraviti z temi špicen kandidati od strank, ki dobijo največ glasov na volitvah in tako naprej in tako naprej. Ta stvar se utegne mogoče kdaj še pokazati kot primerna. Jaz osebno mislim, kar se tiče naših teh vrhunskih in vrhovnih oblastnih struktur, da bi Slovenija zlahka preživela
predsednika republike, ki si jemlje pristojnosti na zunanje političnem področju kar naprej. Ta tradicija je že stara nekaj let. Zakaj ne bi volili predsednika republike, tako kot Nemci v parlamentu ali pa še marsikje drugje, ne? Sej, v bistvu predsednik republike nadomešča monarha, ne? Katerega funkcija je ta, da v trenutku krize pač poseže vmes, da možnost volitvam in tako naprej in tako naprej. Mimogrede, če smem eno kritično pripombo, vi ste govorili o 4 scenarijih razvoja Evropske unije. Ja. Jih je več, ne? Ja. Torej, vi niste omenili niti Schäubleja in Lammersa iz leta 1994, niste omenili niti Junckerja, ki je govoril o 5 scenarijih. In sicer Juncker pravi carrying on, to je prvi scenarij, potem drugi nothing but single market, tretji scenarij, tisti, ki hočejo več narediti, naj delajo več, četrti, če hočejo delati manj, naj tisto, kar delajo bolj učinkovito, in peti, da bi delali marsikaj skupaj, marsikaj več, veliko več skupaj. Jaz ne vem, zakaj je ta scenarij nekako se porazgubil v enem pesku te vsakdanje politike. To je, se mi zdi, dober povzetek tega, kar Evropo čaka. No. Jaz bi tukaj se prekinil. Jaz vidim, da je glavni problem tega, kar vi obravnavate in kar mi je všeč, je problem globalnih izzivov za narodne države. Ta knjiga je zelo koristna recimo za študente ali pa za šolarje. Jaz si želim, da bi v naših gimnazijah ali pa tudi na univerzi lahko vzeli v roke kakšno takšno knjigo, ki je zelo pregledna. Ta knjiga je zelo pregledna, ima zelo veliko podatkov. Ampak seveda, dokler je naš šolski sistem takšen, kakršen je to, bi rekel, skoraj upanje brez možnosti uspeha. Jaz sem dobil včeraj eno vabilo, 2 vabili, da bi nekaj povedal gimnazijcem, ampak na katoliških gimnazijah, recimo na ljubljansko, na bežigrajsko gimnazijo me ne povabijo. Glejte, kam smo prišli. Poglejte, kam smo prišli. Globalni izziv je to, da vključiš v delo, v inteligenco, v znanost, v šolstvo, v politiko najbolj sposobne ljudi, tiste, ki imajo kaj zapovedati, ne pa tiste, ki kupujejo računalnike na zalogo, pa jih ne znajo niti razdeliti in tako naprej. Pa sem v bistvu omenil en manj važen problem. Ne bo zadost ta hip. Ja. Ja, gospod Senčar, vaše raziskovalno akademsko delo pa je osredotočeno na evropske integracijske procese. V bližnji prihodnosti boste izdali tudi monografijo povezano s tem, torej, kaj vi menite, torej, v kolikšni meri so torej, danes države še suverene v tem globaliziranem svetu in tako dalje. Hvala. Se slišimo? Se, ok. Ja, se slišim. Super. Hvala za to iztočnico, pa čestitke za knjigo. Z suverenostjo kot nekim konceptom je problem, ko ga soočimo z realnostjo. Ne? To je nek teoretski koncept, ki je zelo dobrodošel, seveda, ampak vi ste načeli zgodovino tega koncepta z tem Vestfalskim sporazumom in recimo eden od
preučevalcev zgodovine nastanka tega sporazuma, Andreja Sosjandera, je pokazal, da v bistvu, ko gledamo nazaj, veliko več projiciramo v dejanskost tega, kar je bilo, in recimo Steven Krasner pravi, da ko govorimo o suverenosti, da je to neka organizirana hipokrizija, oziroma vsi se govorimo o tem v idealističnem smislu, v resnici pa ta suverenost ni tako zelo konkretna, oziroma seveda nekateri so bolj suvereni, drugi malo manj. Kljub temu, da smo med seboj kot države v sklopu mednarodnega prava enakopravni dejavniki. Zdaj, ko jaz gledam na Evropsko unijo, v bistvu je nastala z nekim zavedanjem, ki ga je zelo močno obaral, recimo temu en moralni maček, oziroma zelo jasna zavest, kam je napačen nacionalizem, in jaz mislim, da je nujno potrebno razlikovati med nacionalizmom in domoljubjem. Domoljubje, jaz mislim, da je zelo pomemben vir moči nacionalne države in ni nekaj negativnega, ampak je nekaj, po moje, nujnega in kot tako je pozitivno. No, oni so gledali na vso to tragedijo in v bistvu, če se probamo vživeti v njihovo kožo, so imeli na voljo več opcij. Lahko bi se odločili za nek kontekst recipročnosti, pravica zmagovalca, da se zaščiti, kolikor je le mogoče. In Francozi so kar dolgo časa, če govorimo samo o zahodnih silah okupacijskih v Nemčiji, so kar dolgo časa delali na ta način, da so v bistvu razgrajevali nemško industrijo. Potem so bili pa Američani prvi, pa potem tudi Britanci, ki so spoznali seveda, da Evropa v kontekstu hladne vojne mora biti prvič sposobna generirati nek normalni ekonomski razvoj in biti tudi sposobna, da se obrani pred sovjetsko nevarnostjo. In če bi nekje nastala, če bi prišlo do spopada, bi bilo seveda to na stičišču obeh sistemov, to pomeni v Nemčiji. In seveda se takoj pojavlja potreba integrirati demokratičen del nemške države, to pomeni zahodno Nemčijo, v evropske demokracije. In tu je prišla potem ta ideja sprave, ki je pomenila v bistvu velik prelom z tem, kako so dotedaj Evropejci po vojnah urejali neke mirovne sporazume. V bistvu je ta Schumanova deklaracija ponudila Nemčiji enakopravnost. Zmagovalec in poraženec v bistvu sta se prepoznala v enakosti dostojanstva, recimo. Tako bi rekli lahko. In tako, torej, in v obeh primerih je velika razlika. V primeru, kako je bila urejena Evropa po prvi svetovni vojni in kako je bila urejena po drugi svetovni vojni. Govorimo seveda o tem zahodnoevropskem kontekstu. In vzpostavljanje je bil ta način, seveda Francija se je bala Nemčije še vedno, torej kako zdaj to spravo pa enakost v resnici udejaniti v praktičnem smislu. In tu je bila ta ideja Schumanova, da v bistvu povežemo vire obeh držav in to tiste vire, ki so najbolj pomembni za oboroževanje. In če jih povežemo,
pa jih skupaj nadziramo, potem ne more priti do presenečenja, ne, da bi Nemčija kar naenkrat se oboroževala, Francozi tega ne bi ugotovili in bi spet se čutili potem bistveno bolj ogrožene in bi nastala pač ta varnostna dilema, ko moč ene države v bistvu povzroča negotovost in čut ogroženosti druge. In tako je nastala ta nadnacionalna ideja, da skupaj upravljajo ta konkreten vir, torej industrijo jekla in seveda izkoriščanje premoga. To pomeni, tu je že prišlo do neke zmanjšane suverenosti, ki so jo potem ta ustanovna šesterica združila v bistvu skupaj na višji ravni. Ampak seveda ta zmanjšana suverenost je pomenila, da tisto, kar je odločila ta nadnacionalna struktura, je bilo potrebno obvezno sprejeti. Tudi če se nekdo izmed njih z sprejeto odločitvijo ni strinjal, da pa bi bilo to kljub temu znosno in sprejemljivo za vse, je bilo pa že na začetku v Schumanovi deklaraciji predlagano to, da bomo ta način sodelovanja razvijali postopoma, da bodo prihodnja obdobja, da bomo skušali ugotoviti, kakšne so tiste dejanske razlike v razvitosti in na nek način, ki ga je Schuman imenoval kot dejanska solidarnost, torej solidarnost, ki je udejanjena v praksi, ki upošteva pač razlike med državami in jih skuša potem na nek smiseln način uravnavati in odpravljati tam, kjer je to smiselno, da bomo potem prišli do ene globlje enotnosti in v bistvu večje moči, ker bomo združevali moč, čisto v smislu vsi za enega, eden za vse. V tem smislu se ta suverenost seveda zmanjšuje, ampak se pa navzven poveča. Evropa je navzven v takšnem smislu močnejša. In v mislih, ko smo se vključevali v to takšno Evropo, smo tudi mi želeli vanjo, zlasti v kontekstu, ki se je vzpostavil po koncu hladne vojne. To je bil tisti kontekst, ki ga je mogoče predsednik Bush, tisti Bush starejši, opisal v enem govoru, ko je rekel, da gre zdaj, in to je bilo tik pred padcem železne zavese 31. maja leta 1989 v Mainzu, Nemčiji, je imel en govor, kjer je uporabil sintagmo Europe whole, free and at peace with itself, torej celovita Evropa, ki je svobodna in v miru sama seboj. In na drugi strani železne zavese še v kontekstu totalitarizma smo imeli vsa hotenja demokratičnih množic pod recimo naslovom Nazaj v Evropo. Takrat se je vzpostavil ta kontekst, ki je nekako sovpadel z globalizacijo, odpravljanje mej, vsaj v Evropi smo govorili Evropa brez mej. Potem, pa če gremo zdaj hitro naprej, pa pridemo v čas, ko kar naenkrat se zdi, da marsikaj od tistih predpostavk sploh ne drži več. Marsikatera ne drži več. Če je bil recimo vrhunec globalizacije v ekonomskem smislu recimo leto 2001, ko je bila Kitajska sprejeta v Svetovno trgovinsko organizacijo, smo potem počasi začeli doživljati posledice tiste soodvisnosti, ki se je na ta način povečala, ki je kar naenkrat grozeča soodvisnost.
soodvisnost, ki je lahko izrabljena kot nek vzvod, ki se potem uporablja v namene, ki niso več win-win situacija, da vsi pridobimo, ampak ki so kar naenkrat zero-sum game, igra z ničelno vsoto, nekdo pridobi, drugi izgubi. Zdaj lahko ugotavljamo, kako tako v Združenih državah Amerike kot v Evropi občutimo posledice te tako imenovane dezindustrializacije, ko kar naenkrat nekatere tradicionalne industrije, ki so se razvile na Zahodu, niso več konkurenčne v primerjavi z kitajsko industrijo. Potem pa smo začeli doživljati še nekaj drugega. Če mogoče daš tisto prvo sličico na tem, kar si tale sličica. Ta slika prikazuje zdaj, če probaš še enkrat nazaj, skratka, kaj je na tej sliki? Na tej sliki je ta širši, recimo temu, tako evrazijski prostor, kjer imamo 4 države, Iran, Rusija, Kitajska, Severna Koreja, tule, ki začenjajo vse tesneje sodelovati med seboj in bi lahko razbrali njihovo prizadevanje na nek način, da želijo zgraditi neki konkurenčni redu, za katerega uporabljamo sintagmo na pravilih zgrajen red. Red v bistvu, ki temelji na pravilih, ki so bila nekako proklamirana z ustanovitvijo Organizacije Združenih narodov. In bi lahko rekli, da je to v bistvu neka zveza revizionističnih držav, ki je zelo ambiciozna v teh svojih ciljih in lahko rečemo tudi agresivna, če imamo v mislih samo recimo vojno v Ukrajini. Zanimivo je potem, tule so potem na robovih tega območja so pa 4 države obarvane z modro. Ukrajina, Izrael, Južna Koreja in Tajvan. To so točke, kjer v bistvu pride zdaj do trka interesov teh revizionističnih sil z recimo tistimi demokracijami, ki so zdajle trenutno najbolj pod udarom. Če pomislite na vojno v Ukrajini, zdaj se je v to vojno v Ukrajini vpletla v bistvu vsa tale druščina. Iran dobavlja orožje Rusiji, Rusija dobavlja Iranu tehnologijo, znanje, zlasti na jedrskem področju. Kitajska krasno profitira zdajle deloma rusko stisko, ker od nje dobiva cenene surovine, hkrati pa dobavlja proizvode za tako imenovano dvojno rabo. To pomeni, da je tudi vpletena v vojno proti Ukrajini na posreden način, v marsikaterih
raketah, ki so in manevrirnih raketah, ki so pač jih Ukrajinci sestrelili, se najde komponente, ki izvirajo iz Kitajske. Severna Koreja se je vpletla v vojno ne samo z orožjem, Rusiji so dobavili baje celo do 5 milijonov granat. Evropska unija ni bila zmožna izpolniti svoje obljube, da bo letos do marca dobavila 1 milijon granat Ukrajini. Severna Koreja jih je do 5 milijonov že dobavila Rusiji. Zdaj je Severna Koreja poslala Rusiji na pomoč še tam okoli 12.000 svojih vojakov. In kaj dela Zahod? Azijske sile so se umešale v vojno v bistvu proti evropskemu redu in Zahod se boji, da ne bi slučajno vznemiril teh sil s tem, ko bi malo bolj pomagal Ukrajini. To je zdaj situacija, v kateri smo. Jaz mislim, da je to zelo, zelo resna situacija, da se o njej veliko premalo govori, veliko premalo se govori o resnosti te situacije in kaj to pomeni za mir, za red, ki naj bi bil takšen, da vendarle omogoča spoštovanje in da tudi spoštuje temeljna načela, ki so se vzpostavila po drugi svetovni vojni. Torej, tu je zelo potrebno, bi jaz rekel, da voditelji Zahoda dejansko govorijo resnico ljudem in da se v bistvu začenjamo odločati o marsičem. Vse evropske države se zdaj, ko je znan izid volitev v Združenih državah Amerike, kar naenkrat nekako prebujajo iz sna, ki je bil že kar neznosno dolg in ugotavljajo, da vendarle je treba nekaj narediti za Ukrajino. Ne moramo nenehno samo čakati na Ameriko in se sami v bistvu obnašati, kot da se vozimo v tramvaju, ne da bi kupili vozni listek. To bi, jaz rekel, to je situacija, v kateri smo in zaradi tega se mi zelo pomembno zdi to, kar ste sami poudarjali, da je nujno potrebno izhajati z nekih realističnih konceptov, tako v smislu, ne vem, teoretskih pristopov kot čistenega realizma v konkretni politiki. Še pogledamo še kakšno slikco, ste mislili? Lahko ene par je takih. Kaj se zgodi, če Ukrajina pade? Kot se reče v angleščini, let that sink in. O tem je treba premišljati, kaj to pomeni. Tale ni toliko no, ja, je. Koliko damo za obrambne izdatke? Leta 2014, potem, ko je Rusija začela vojno proti Ukrajini in anektirala en del njenega ozemlja, je bilo dogovorjeno, da moramo v NATO vendarle vsi prispevati nek napor in da je nujno potrebno imeti neko minimum 2% bruto družbenega proizvoda. Mnoge države takrat tega niso dosegle, so pa v času hladne vojne, so EU članice, kot vidite tule, v povprečju bile preko 3%, potem se je to zniževalo. Zdaj,
po letu 2014 se je počasi vendarle začelo poviševati, ampak še vedno nismo tam, kjer smo bili, čeprav je zdaj že 23 držav članic NATO v 32 takih, ki to dosegajo ali pa presegajo. Slovenija je na 1,29. Govori pa se, da je 2% glede na situacijo, ki je opisala v bistvu prva sličica, bistveno premalo in da je potrebno priti na 3%. Tako da si lahko predstavljamo. No, to je pa en pogled, ne, kako bomo ne samo glede obrambnih izdatkov, ampak nasploh, kako Evropska unija zaostaja v produktivnosti za Združenimi državami Amerike. In to je vedno večji problem. Zaostajamo z Ameriko, seveda zaostajamo oziroma čutimo, kako nas dohiteva in na mnogih pomembnih področjih razvojnih prehiteva tudi Kitajska. In to je veliko vprašanje za Evropsko unijo. In to je vprašanje, na katerega ne more posamezna evropska država odgovoriti, ne da bi imela v vidu celote. In v tem smislu nismo tako suvereni, kot bi rekel vestfalski koncept. Tole je en podatek, ki kaže, v čem je izvor tega zaostanka produktivnosti, tako v tem, koliko prispeva delo, koliko pa sama produktivnost za Združenimi državami Amerike, če daš še kar naprej. Tole je nemški problem, zelo velik. Nemčija prihaja v recesijo, na Nemčijo smo vezane mnoge države v Evropski uniji. Če gremo še malo naprej. Tole je zanimiv podatek. Kje se ustvarja veliko rasti v sedanji Evropski uniji? V temle prostoru. V tako imenovani Novi Evropi. To je ta prostor, kjer bi mu lahko, ki bi ga v geopolitičnem kontekstu pa zgodovinskem lahko imenovali Medmorje. Pa gremo še malo naprej. Ta slika kaže nek problem. Seveda, oni so se dobili zaradi nekega problema. To je bil zadnji obisk Bidena v Evropi, ko so govorili tudi o varnostni situaciji. Ampak problem ni sam ta varnostna situacija, ampak zasedba tega omizja. ZDA, Francija, Anglija oziroma Združeno kraljestvo, Nemčija. Kje je tukaj Nova Evropa? Kje je kdo iz novih držav članic? Še nekaj je zanimivo, recimo, ko govorimo o problemu produktivnosti. Mario Draghi je napisal neko poročilo za Evropsko, oziroma po naročilu Evropske komisije, ki je zelo tehtno poročilo. Ampak, če gledate potem v prilogo, v kateri je navedel posamezne eksperte, s katerimi se tudi še pogovarjal, da je ko je delal to analizo, ni nikogar iz novih držav članic. So eminentni ekonomski, družboslovni strokovnjaki, ampak niti eden ni iz novih držav članic. Tu je neko neravnovesje v sedanji Evropski uniji. Koliko je v resnici združena? Kaj zdaj pomeni ta združitev? Na to je težko odgovoriti, ampak mislim, da
te podatki sami nam dajo neko hrano za razmišljanje. Gospod Senčar, hvala. Zdaj pa samo še, če je mogoče kakšno vprašanje iz občinstva. Gospod Guček. Aleš Guček, tale knjiga Nacionalne države na udaru globalizacije, klobuk dol, dr. Metod Berlec, vendar je še en drug aspekt, ki ga jaz vidim, mogoče drugi ne. Jaz sem 33krat obiskal muslimanske države. Torej, to popolnoma izločimo iz vsega tega, pri tem, da pravzaprav verska, islamska, brezorožarska vojna povzroča tretjo svetovno vojno. Na eni strani nacionalne države, ki ne reagirajo, na drugi strani to. Orjana Falači se je upala nekaj napisati, drugi pa molčimo. To se pravi, je še en aspekt, saj po mojem vidiku pa reče, da prihajam z odprtega oddelka, če še. Hvala. Hvala. Jaz bi pa samo še vprašal moja sogovornika za zaključno misel, v kakšno smer mora iti Republika Slovenija, da bo preživela kot nacionalna država. Vajna zaključna misel. Jaz? Torej, Slovenija bo preživela kot narodna država, kar je najbrž paradoks, če bo upoštevala okoliščine in tudi, globalizacijo in sestavine teh globalnih problemov. Slovenija se ne sme zapirati vase in se prepustiti kakšnemu primitivizmu in diletantizmu. Je pa na eni zelo, kritični točki, kar se tiče tega upoštevanja. Cela Evropa, večina evropskih držav je pričakovala, da bo v Ameriki zmagala Kamala Harris in ne Trump. Tudi v Sloveniji, če pogledate glavne medije, so bile stave v korist Kamale Harris. Prej rekel, da sem govoril z našim ambasadorjem v Washingtonu in on je rekel, da so v Ameriki v glavnem tisti, ki jih on pozna, analitiki in tako naprej, že poleti ocenjevali, da bo Trump zmagal in da je Trump prav znal prisluhniti interesu večine, ki je v Ameriki bila prizadeta zaradi draginje in zaradi te ekonomske situacije. Tisto, kar mene skrbi, je, da nismo dovolj pozorni do Amerike, ki je naša zaveznica, ki navsezadnje nas upošteva, ki nas upošteva zdaj že eno vrsto let. Dejstvo pa je tudi to, da imamo, kot sem prej rekel, opraviti z enim precej močnim antiamerikanizmom. 18 let ni bilo nobenega slovenskega državnega obiska v Beli hiši. In jaz sem, ne glede na to, kaj si mislimo o predsedniku vlade, sem izrazil se tudi javno, da je prav, da je šel v Belo hišo. Da je prav, da se ta tradicija ignoriranja Združenih držav Amerike prekine. Nisem natančno vedel, kako je to bilo s Trumpom. Zvedel sem, da je Trump dejansko ponudil termin naši delegaciji, ampak zaradi komplikacij z čisto tehničnih ozirov pač potem do tega srečanja ni prišlo, kar je meni zelo žal. Res je bilo to še v času kampanje, ampak vseeno.
spomnim se predsednika vlade Drnovška, jaz sem bil takrat veleposlanik v Združenih državah Amerike. Zelo smo se trudili, da je prišlo do obiska predsednika vlade, ne predsednika republike, pri Clintonu. In jaz sem Drnovšku takrat svetoval, da greva na obisk tudi guvernerju Teksasa, ki je bil George Bush, mlajši. Jaz sem rekel, jaz mislim, da utegne to biti prihodni predsednik in ne bilo slabo, če bi Slovenija, ki je investirala tudi v to smer in dejansko sva šla takrat tudi v Teksas. Hočem reči, mi smo pošiljali naše zunanje ministre v Moskvo zelo pogosto in jih držali stran od Združenih držav Amerike, kar je slabo. Torej, jaz mislim, da Slovenija mora računati s svojim sodelovanjem v NATO, kar seveda pomeni 2% ali pa morda celo več prispevka za NATO, da mora računati s svojim aktivnim sodelovanjem v Evropski uniji, pri čemer bi za iztočnico vzel še nekaj, kar je kolega Senčar povedal. Odsotnost Srednje Evrope oziroma tega vzhodnega dela nove Evrope, kako ne rečem, pri odločitvah oziroma pri vodenju politike Evropske unije. Oba dva s kolegom Senčarjem sva se udeležila nekaj dogodkov na Češkem. Na Češkem imamo prav eno gibanje, en kup enih precej, jaz bi rekel, reprezentativnih intelektualcev, ki razmišljajo, kaj potem, ko ne bo več Evropske unije. Kako se organizirati, ko se lahko zgodi, da Evropska unija nekako opeša ali pa propade. In govor je prav o tej skupini držav od Baltika do Jadrana in jaz mislim, da če razmišljamo o prihodnosti Slovenije, moramo seveda te okoliščine, te globalne okoliščine na nek način upoštevati. Hvala. Doktor Senčar, še vaša zaključna misel. Ja, vedeti moramo, kam spadamo. Včasih imamo občutek, kot da se tega ne zavedamo dovolj dobro in potem skrbeti za tisto, kjer smo. Ni vse samoumevno, tudi ni samoumevno, da bo šel razvoj znotraj Evropske unije v smeri, ki bi bila v vsakem smislu dobra. Če pomislimo na severni tok, kakšno škodo je naredil, v bistvu je omogočil ali pa olajšal začetek vojne Rusije proti Ukrajini. Nujno težko pa raj si ne predstavljam konteksta, v katerem nečesa takšnega, kot je možnost sedeti za mizo, za katero se odloča tudi o nas, nikakor ne sme biti to brez nas. Evropska unija je to omogočala in zelo nujno je paziti, da se ne bi slučajno razvijala v smer neke prevelike hegemonije velikih nad manjšimi. Vedno je ta težnja, po drugi strani pa biti v miru s samim seboj, kot je bila tista vizija za Evropo. To velja tudi za Slovenijo samo navznoter. Jaz mislim, da imamo mi še precejšen problem vprašanja tranzicije, pogojev tranzicije, vprašanja odnosa do preteklosti. Vprašanje pravičnosti je tu temeljno vprašanje. Brez tega je težko potem pričakovati veliko enotnost in kohezivnost, kot to dan današnji doživljamo. Mislim, da je to eden ključnih izzivov, ki je pred nami.
Hvala. Hvala, s tem zaključujemo našo današnjo predstavitev oziroma današnji pogovorni večer. Obema mojima sogovornikoma, dr. Dimitriju Ruplu in dr. Igoru Senčarju, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje na tej predstavitvi. Vsem vam pa se zahvaljujem za udeležbo. Vabljeni ste k nakupu knjige, o kateri smo danes govorili. Skratka, najlepša hvala vsem vam za udeležbo in želim vam lep večer še naprej. Srečno, Slovenija!